Zdaj bom zavrtela film, pa mi povejte, če zdaj vidite. Se zdaj vidi film? Ja, zdaj je okej. V redu, super, hvala. Pa bomo pa še enkrat. Dobrodošli na oddelku za zootehniko. Moje ime je Klemen Potočnik. Na fakulteti sem se pred četrt stoletja zaposlil kot asistent za biometrijo in informatiko. Nekoliko kasneje pa sem pričel delovati še na področju konjereje. Trenutno opravljam tudi funkcijo prodekana oddelka. Oddelek za zootehniko je največji oddelek biotehniške fakultete, posebnost oddelka pa so prav gotovo pedagoško-raziskovalni centri, kjer redimo različne vrste živali. Skupaj okoli 200 govedi, 300 ovc in koz, 10 lipicancev, skoraj 10.000 kljunov različne perutnine, nekaj 100 laboratorijskih miši in nekaj 100 kg rib. Imamo tudi dobro opremljene laboratorije, ki služijo analizam živalskih proizvodov, zlasti pa proučevanju genetike, mikrobiologije, imunologije in ostalega, kar je povezanega z živinorejo. Vsa ta infrastruktura se uporablja za raziskovalno delo, da pa raziskovalci ostajamo v stiku z realnostjo, smo vpeti tudi v strokovno delo. Vse skupaj pa je podrejeno pedagoškemu delu. V primeru, da se boste odločili za študij pri nas, vam bomo skušali približati znanja z različnih področji, kot so genomika, prehrana, obnašanje živali, reja posameznih vrst živali, ohranjanje živalskih genskih virov ter drugih tematik, ki so pomembne za trajnostno kmetovanje oziroma živinorejo. V prihodnosti je pričakovati vedno nove izzive, s katerimi se bomo srečevali tako lokalno kot tudi globalno. Le z iskrenim sodelovanjem in na znanju osnovanimi odločitvami bomo kos časom, ki prihajajo. Zato vas vabim, da se nam pridružite in skupaj bomo poskrbeli, da bomo krepili in delili kompetence na področju reje živali na način, da bo poskrbljeno za dobrobit živali in živinorejca. Ne nazadnje pa tudi za naše potrošnike, ki se vse bolj zavedajo, da gre večina stvari v življenju mimo nas, le hrana gre skozi nas. Želim vam, da se boste pravilno odločili in se vidimo v jeseni.
Takole, zdaj da smo videli ta film vsi, pa bomo zdaj šli naprej z našo predstavitvijo. V tem filmu ste dobili majčkeno vtisa, kako izgleda na oddelku za zootehniko. Še več si seveda lahko pogledate na spletni strani. Zdaj pa bomo šli majčkeno tudi skozi tisto, kar vas verjetno še malo bolj zanima. Torej, verjetno vas zanima reja živali, narava, kmetijstvo, kar pomeni, da ste potem se odločili oziroma se boste odločili za študij zootehnike oziroma živinoreje in to je torej prava izbira v tem primeru za vas. Smo na Univerzi v Ljubljani, torej Biotehniška fakulteta je ena izmed fakultet Univerze v Ljubljani. Približno 48.000 študentov je na celotni univerzi, Biotehniška fakulteta pa je ena večjih fakultet Univerze v Ljubljani in ima že 70-letno tradicijo oziroma že nekoliko več. Izhaja iz leta 1947, takrat je bila ustanovljena Agronomska fakulteta, v letu 1961 pa Biotehniška fakulteta. Sem rekla, je ena večjih članic Univerze v Ljubljani in združuje približno 3000 študentov in približno 600 zaposlenih na različnih oddelkih, znotraj oddelkov pa katedre. Izobražujemo tako na prvi stopnji univerzitetni in visokošolski strokovni program, na drugi stopnji magistrski program in pa za tiste, ki se boste odločili za raziskovalno pot, to pomeni še tretjo stopnjo, torej doktorski študij. Seveda ste se zaenkrat odločili za prvo stopnjo. In če si majčkeno pogledamo, kako izgleda torej celotna Biotehniška fakulteta, tale fotografija je iz Ljubljane, torej tam, kjer ima sedež Biotehniška fakulteta, na Jamnikarjevi 101 pod Rožnikom v bližini živalskega vrta. Kot vidimo na sliki, torej je v središču dekanat z oddelkom za živilstvo, potem sta oddelek za agronomijo, krajinsko arhitekturo, sledi še nekoliko bolj oddaljen oddelek za biologijo in pa na drugi strani oddelek za gozdarstvo in oddelek za lesarstvo. Ste opazili, torej tukaj ni oddelka za zootehniko, ki pa se nahaja torej nekaj kilometrov ven iz Ljubljane, v bližini Domžal, kjer je torej 7. oddelek Biotehniške fakultete. Poleg te glavne stavbe, kjer se potekajo predvsem predavanja, vaje, kjer jo boste vi spoznali najprej, pa ima oddelek za zootehniko tudi pedagoško-raziskovalne centre na 2 lokacijah. Ena je v Logatcu, kjer je pedagoško-raziskovalni center za živinorejo, o tem je govoril prodekan, ko je govoril o živalih. Potem imamo pedagoško-raziskovalni center za konjerejo in perutninarstvo na Krumperku in pa še dislocirana je ribogojnica na Pšiču. Ko izgleda oddelek za zootehniko, ste videli na filmu, torej je v sredini zelenih polj in njiv, sem rekla v bližini Domžal. Če gremo skozi te naše pedagoško-raziskovalne centre, samo toliko, da dobite občutek, torej nekaj fotografij iz Logatca, kjer redimo govedo, torej govejo živino in pa imamo tudi drobico, koze in ovce. Poleg tega smo rekli, da imamo pedagoško-raziskovalni center na Krumperku, kjer je za konjerejo del in pa za perutninarstvo. Ribogojnica Pšata, poleg ribogojnice Pšate pa imamo sedaj tudi na Rodici neke vrste eksperimentalno ribogojnico, kjer torej nastajajo oziroma se redijo postrvi v teh bazenih, kot vidite. Na Rodici imamo tudi center za laboratorijske živali, kjer se tudi odvija nekaj raziskav, predvsem v povezavi z človekom oziroma se uporabljajo te miške kot model za večje živalske vrste ali za človeka. Pa ko smo že ravno pri laboratorijskih živalih, ste že mogoče slišali za odkritje gena za vitkost in gena za debelost. Pred nekaj leti sta bila odkrita oba dva ta gena, to sta ena izmed genov, ki so odgovorni za vitkost oziroma za debelost, ne samo pri živalih, tudi pri ljudeh. Za odkritje tega gena so bile uporabljene torej miši, ki jih redimo v našem centru za laboratorijske živali,
in so že več kot 60 generacij selekcionirane na vitkost oziroma debelost. Smo pa edina inštitucija, ki redi te miši na celem svetu. Pa se zdaj vrnimo torej na študij zootehnike oziroma živinoreje. Kot smo rekli že na začetku, torej imamo prvostopenjski študij, na prvi stopnji imamo univerzitetni študijski program in pa visokošolski strokovni študijski program. Ta oba programa sta 3-letna. Z obeh teh dveh programov se je možno vpisati na magistrski študijski program kot vertikala, torej direktno, brez nekih dodatnih izpitov, je možno iti na magistrski študijski program znanost o živali, ki ga ravno tako organiziramo na oddelku za zootehniko, in pa na magistrski študijski program ekonomika naravnih virov, ki pa se razpisuje vsaki 2 študijski leti. Ko zaključite magistrski študijski program, pa lahko seveda nadaljujete delo tudi na doktorskem študijskem programu. Biotehniška fakulteta je bila ena prvih fakultet Univerze v Ljubljani, ki je v študijskem letu 2007-2008 prešla na bolonjski študijski program, kar pomeni, da je sedaj že več kot 10 generacij prešlo ta program. Kaj pomeni bolonjska prenova študijskih programov? Pomeni, da tiste države, med katerimi je bila tudi Slovenija, ki so podpisale bolonjsko deklaracijo, so se obvezale, da bodo poenotile programe in načine dela visokošolskega izobraževanja, tako po vsebini kot po obliki poučevanja, kot potem, da bodo pridobljene znanje in veščine v različnih državah na podobnih študijskih programov študentov enaki in pa, da bodo svoje študijske programe vrednotile z kreditnimi točkami in te kreditne točke lahko študenti deloma dobijo tudi na tuji univerzi. Torej živinoreja ali pa zootehnika proučuje rejo živali zaradi proizvodnje hrane in pa seveda drugih koristi, ki imamo od živali. Temeljno poslanstvo našega oddelka je seveda izvajanje vrhunskega pedagoškega, kateremu pa mora biti podkrepljeno tudi raziskovalno strokovno delo. To delo se odvija na področjih same reje živali, genetike, selekcije, prehrane, lekarstva, mikrobiologije, biotehnologije, bioekonomike, pa še nekaterih drugih ved povezanih z samo rejo živali. In seveda, zato imamo odlične možnosti, kar ste lahko tudi videli na filmu, ko smo vam pokazali nekaj naših laboratorijev. Kot rečeno, 2 študijska programa, ki sta na videz zelo podobna, vendar pa so v njima bistvene razlike. Predvsem v vsebini posameznih predmetov in pa vrsti predmetov, ki jih študenti poslušajo na posameznem študijskem programu. Po pridobljenih znanjih, univerzitetni študij je bolj usmerjen v globino in tudi paleta znanj, ki jih pridobijo študentje na univerzitetnem študiju, je večja. Medtem ko pa so pridobljene veščine na živinoreji, torej na strokovnem študiju, bolj usmerjene v praktično, medtem ko na univerzitetnem v teoretični del. Navezanost na magistrski študij je seveda z univerzitetnega študija boljša, večja, vendar tudi študentje iz strokovnega študija lahko nadaljujejo študij in so tudi uspešni na magistrskem študiju. Seveda pa je možnost prehoda na druge magistrske študije na oddelku na biotehniški fakulteti iz univerzitetnega študija boljša kot pa iz strokovnega študija. Poklic, ki ga študentje dobijo, je tehniško-inženirski poklic na področju uporabnih biotehniških ved. In za vse to so potrebna tako naravoslovna, inženirska, uporabna družboslovna znanja s področja kmetijstva, ki pa so usmerjena oziroma s poudarkom na reji živali. Kakšna je zaposljivost? Verjetno vas tudi to zanima, ko boste zaključili študij. Predvsem si želimo, da bi na univerzitetnem študiju nadaljevali študij na magistrskem študiju znanost o živalih ali na katerem drugem drugostopenjskem študiju, povezanim s kmetijstvom oziroma uporabnimi vedami o življenju, s povezanimi programi, tako doma kot v tujini. Tisti, ki pa ne boste nadaljevali na magistrskem študiju, pa se lahko takoj zaposlite na kakšnem področju kmetijske pridelave,
predvsem reje živali, proizvodnje, predelave hrane živalskega izvora. Lahko pa tudi v kakšni tržni storitveni dejavnosti, seveda pa je možno zaposlitev tudi v javnem sektorju, na področju razvoja podeželja, zaščite živali, varstva okolja. Namreč v naslednjih nekaj letih se bodo generacije na svetovalni službi zamenjale in takrat bo potrebovalo to področje veliko novih diplomantov univerzitetnega študija, še bolj pa magistrskega študija. Cilj študija na živinoreji, torej visokošolskega strokovnega študija, je usposobiti strokovnjaka, ki bo imel veliko praktičnih znanj s področja reje živali in ta znanja so seveda potrebna za samostojno vodenje živinorejske proizvodnje na kmetijah ali pa kmetijskih podjetjih. Ta znanja, ki jih pridobite, pa so o tehnologiji reje, o predelavi, pridelovanju krme, o sami prehrani, kontroli, selekciji in pa seveda tudi ekonomiki. To so strokovno utemeljena sprejemanje proizvodov, tehnološko in tržnih ukrepov, osnovanih na ekonomskih izračunih in analizah. Torej navsezadnje na koncu je pomembno tudi ekonomska plat te izkušnje. Zaposljivost diplomantov na strokovnem študiju je predvsem v živinorejsko usmerjenih kmetijah in podjetjih. Veliko naših diplomantov ostane doma na domačih kmetijah in so mladi prevzemniki. Zaposlijo pa se seveda na širokem področju lahko v zasebnem in pa v javnem sektorju, ki je povezan z kmetijsko pridelavo, prirejo, z storitvenimi dejavnostmi ali pa predelavo in prodajo. Možna pa je zaposlitev tudi pri sami reji živali za šport, za druženje, za zabavo, nenazadnje pa lahko nadaljujete tudi študij na magistrski stopnji. Kakšni so vpisni pogoji? Je to tisto, kar vas najbolj zanima. Za univerzitetni študijski program je potrebno imeti opravljeno maturo. Kdor pa je hodil na poklicno šolo, napravil poklicno maturo, pa lahko seveda se tudi vpiše s tem, da izbere še en maturitetni predmet, vendar to ne sme biti isti predmet, ki ga je že opravljal pri poklicni maturi. Če bi bilo potrebno omejiti vpis, potem se upošteva 60% točk iz mature, 40% točk pa iz uspeha v 3. in 4. letniku. Podobno velja tudi za tiste, ki boste prišli oziroma so pisali s poklicno maturo, s tem, da tisti uspeh na maturitetnem predmetu šteje 20 točk in pa samo 40 točk, torej poklicna matura skupaj, torej podobno kot pri tistih, ki bodo opravili splošno maturo. Za kmetijstvo živinoreje, torej visokošolski strokovni študij, pa je potrebno opraviti katerikoli 4-letni srednješolski program, poklicno maturo, pa seveda tudi splošno maturo se lahko vpišete. Pri omejitvi bo upoštevano 60% točk maturitetnega spričevala oziroma zaključnega spričevala, in pa uspeh v 3. in 4. letniku predstavlja 40%. Dodatne informacije in pa koristne povezave, kjer najdete še kaj, kar ne boste mogoče danes slišali, je spletna stran Biotehniške fakultete, ki verjamem, da jo dobro poznate. Ravno tako lahko dobite marsikakšno informacijo na Facebook strani Biotehniške fakultete ali pa na Instagramu Biotehniške fakultete. Oddelek za zootehniko ima tudi svojo Facebook stran, kjer dobite lahko kakšne dodatne informacije. Seveda pa ima oddelek znotraj spletne strani Biotehniške fakultete tudi svoje strani, kar bomo sedaj pogledali. Torej, to je spletna stran Biotehniške fakultete, ki je bila pred kratkim prenovljena, in če kliknete na zavihek študij, se vam bodo odprle novi zavihki, kjer najdete študijske programe in pri teh študijskih programih kmetijstvo živinoreja med visokošolskimi strokovnimi študiji, ki so 4 na Biotehniški fakulteti, in pa kmetijstvo zootehnika med univerzitetnimi študiji, ki pa jih je na Biotehniški fakulteti nekoliko več ljudi. Če vsak študij posebej pogledamo, seveda, ko kliknete na študij, dobite ogromno informacij, ampak samo tiste osnovne tukaj. Temeljni cilj študijskega programa živinoreje, smo rekli, je strokovnjak z veliko praktičnimi znanji in vpisujemo 45
študentov v naslednjem študijskem letu potrebni vpis. Podobno velja tudi za univerzitetni študij, torej 45 vpisnih mest je za redni študij. Tukaj pa smo rekli, da bi radi oziroma bomo usposobili kmetijskega strokovnjaka širokega profila. Bolonjski študij je poleg tistega, kar sem že prej povedala, prinesel večjo izbirnost, bolj aktivno vlogo študentov pri kreiranju svoje individualne izobrazbe, s tem, da si izberete različne izbirne predmete, ki vas zanimajo. Potem večja uporabnost diplomantov, ko zaključijo študij, in boljšo zaposljivost. Bolonjski študij je predvsem prinesel moderne oblike učenja, seminarje, delo v skupinah, v manjših skupinah, delo v laboratoriju. Potem je nekoliko manj predavanj in pa več samostojnega dela za študente. Bolonjski študij prinaša tudi sprotni študij in sprotno opravljanje izpitov, kar pomeni, da študentje študirajo krajši čas, torej krajše obdobje, zaključijo torej v 3 letih prvo stopnjo in potem lahko nadaljujejo na drugi stopnji. Poleg vsega tega pa je bolonjski študij prinesel tudi primerljivost s študijem na drugih fakultetah, kar pomeni, da si študentje lahko odidejo na izmenjavo. Kaj pomeni izmenjava? Izmenjava pomeni, da se del svojih študijskih obveznosti opravite v tujini. Izberete se fakulteto, univerzo v tujini, kjer se vam zdi, da bi dobili neka dodatna znanja, ki jih na tem našem študiju ne boste dobili, in del teh svojih obveznosti, recimo polovico leta, opravite v tujini. Te obveznosti se vam štejejo kot kreditne točke k študiju in tisti semester, torej tiste pol leta, študirate v tujini, ampak ne na matični fakulteti. Vsako leto odide na študijsko izmenjavo približno 1000 študentov ljubljanske univerze, nekako 300 pa jih v tujini opravi študijsko prakso. Torej prakso lahko opravite tudi že po zaključku študija, torej ko že imate diplomo v žepu, pa se odpravite na polletno prakso, kjer pridobite dodatna praktična znanja. Delo poteka tako, da študenti poslušajo en del predavanj. Tudi ta predavanja so organizirana tako, da se povezujejo z gospodarstvom, kar pomeni, da povabimo strokovnjake z gospodarstva, da predstavijo tudi praktična plat znanja, ki jih pridobite študente na predavanju. Veliko dela poteka v obliki vaj, seminarske vaje, laboratorijske vaje in pa tudi terenske vaje oziroma terensko delo, kjer se teoretične izkušnje, ki jih dobite na predavanjih ali pa seminarskih laboratorijskih vajah, potem vidite, preizkusite tudi na terenu. Del poteka tudi kot projektno delo. In velik del študentov, ki si želijo raziskovalnega dela, jih zelo hitro vključimo v naše raziskovalne projekte, da lahko torej sodelujejo in pokažejo znanje, ki so ga pridobili na predavanjih oziroma vajah. Študijsko prakso pa sem že omenila, torej tisto, da pridobite tudi praktične izkušnje. Med študijem seveda študentom nudimo pomoč. Prva pomoč, ki jo študentje dobijo, je od mentorjev letnikov. To so učitelji, na katere se prvo obrnete, ko pride do kakšnih težav ali pa če je tudi treba kaj pohvaliti. Potem so tutorji letnikov, to so ponavadi učitelji, poleg tega pa je na oddelku za zootehniko in na sami biotehniški fakulteti tutorski sistem, kar pomeni, da študentje višjih letnikov pomagajo študentom nižjih letnikov. In pa komisija za študij prve in druge stopnje, ki bdimo nad tem, da študijski proces teče kot mora, da če pride do težav, jih poskušamo rešiti. Na biotehniški fakulteti seveda potekajo tudi obštudijske dejavnosti, ne samo študij, in ena izmed takih obštudijskih dejavnosti, ki je izredno pomembna, je karierni center, ki vam pomaga torej kreirati vašo kariero vnaprej, iskati zaposlitvene možnosti ali pa tudi poiskati kakšne druge praktične možnosti. Deluje študentski svet biotehniške fakultete in pa študentska organizacija, ki tudi sodelujejo pri upravljanju pri različnih komisijah na biotehniški fakulteti. Vsak oddelek pa ima seveda tudi društvo študentov. Tako imamo na oddelku za zootehniko društvo študentov zootehnike.
Tole je zdaj spletna stran oziroma Facebook stran našega oddelka, kjer objavljamo pomembne stvari, ki se dogajajo na oddelku. Poleg tega pa na tej spletni strani najdete tudi kakšne naše diplomante, uspešne na svojem področju. Pa če jih samo nekaj predstavim, pred nekaj leti je bil Toni Kukenberger, inovativni kmet, ki je tudi diplomant torej našega študija. Potem mogoče še enega od študentov, Izidor Grabrijan, ki v Beli krajini vodi kmetijo, na kateri imajo torej proizvode avtohtone pasme izersko-solčavskih ovc in istrijank in pač te proizvode tržijo. Druga, mogoče malo drugačna karierna pot je ubrala Daša Korže, ki je poslovno idejo, ki jo je razvila tudi s pomočjo ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja in projektom Petko, pripravlja hrano za hišne ljubljenčke, pa svetuje pri prehrani, torej ni čisto živinorejska pot, pa kljub temu je svoje znanje precej dobila na naši fakulteti, nadgradila pa ga je na izmenjavi in pa tudi kasneje na praksi, na torej podobni stvari, za katero se je kasneje odločila. In pa mogoče še zadnja, Elizabeta Škarget je naša diplomantka oddelka za zootehniko, ki je bila v lanskem letu nominiranka za inženirko leta 2020. Deluje pa v podjetju Elektroterina. Tole pa je še Facebook stran Društva študentov za zootehniko. Verjamem, da ste to Facebook stran že odkrili, verjamem, da ste jo že tudi všečkali in da spremljate dogodke, ki so na tej Facebook strani. Zdaj bi pa tole moja predstavitev nekoliko prekinila, pa bi nadaljevali z filmčkom, ki so ga pripravili študenti sedanjih letnikov, ki delujejo v Društvu študentov zootehnike za torej vas. Pa poslušajmo, kaj so študente pripravili za vas. Lepo pozdravljeni še iz moje strani. Jaz sem Patricija Lakner, študentka 3. letnika zootehnike in članica Društva študentov zootehnike. In danes vam bom na kratko predstavila naše društvo, ki na našem oddelku deluje že skoraj 2 desetletji. Naše društvo deluje na oddelku za zootehniko, sodeluje pa s študentskim svetom in študentsko organizacijo Biotehniške fakultete. Poleg tega pa smo tudi člani Zveze slovenske podeželske mladine in sodelujemo z Društvom rejcev govedi črno-bele pasme Slovenije. V letošnjem študijskem letu je aktivnih članov društva okoli 20, prihajamo pa iz različnih letnikov študija zootehnike in živinoreje. Med seboj si v različnih projektih pomagamo in sodelujemo. Imamo tudi svojo društveno pisarno že od leta 2008, v kateri se vsaj enkrat na mesec zberemo in kjer v bistvu nastajajo nove ideje za nove projekte. Naša društvena pisarna oziroma društvena sobica, kakor ji pravimo člani društva, se je obnovila in malenkost modernizirana leta 2016. Poleg projektov v njej potekajo tudi različne seje, občni zbori in volitve. Eden od naših dolgoletnih projektov je bila cerknica v mesecu decembru. Glavni namen tega projekta je bilo druženje in pa spoznavanje novih ljudi. Seveda ni manjkalo tudi hrane, ponavadi se je kuhal golaž, tako da je bila to odlična priložnost za navezovanje novih stikov. Še eden od projektov našega društva pa je brucovanje. Gre se v bistvu za zabavo, ki je namenjena predvsem prvim letnikom oziroma brucem in kjer ne manjka seveda tudi te slavnostne zaprisege, da bodo vestno opravljali svoje študijske obveznosti, s tem, ko so postali študenti na našem oddelku. Organiziramo tudi različne ekskurzije po Sloveniji, kjer obiščemo različne kmetije oziroma druge kmetijske obrate. Poleg tega, da se imamo res luštno, se lahko tudi marsikaj novega naučimo oziroma spoznamo nove kraje, nove tehnologije reje in še marsikaj drugega. V mesecu oktobru oziroma novembru ponavadi organiziramo tudi kostanjev piknik, kjer pečemo kostan in se družimo. Eden od naših novejših projektov pa je projekt Secret Santa oziroma Skrivni božiček, kjer se člani in tudi drugi študentje na oddelku med seboj obdarujemo. Vsako leto organiziramo tudi različne tečaje. Naprimer, 2 takšna tečaja sta varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki ter usposabljanje za prevoz živih živali. V preteklosti smo organizirali še tudi druge številne tečaje, vendar ta 2 sta nekako stalnica vsako leto.
Vsake toliko damo tiskati tudi različne društvene majice in pa puloverje. Na sliki vidite letošnji društveni pulover, ki predstavlja nekako našo smer. Na zadnji strani pa je napisano v angleščini Students of Animal Science Slovenija. Aktivni smo tudi na socialnih omrežjih, tako da vljudno vabljeni, da si ogledate našo Instagram in pa Facebook stran. Če pa imate še kakršnokoli vprašanje, pa nam lahko pišete tudi na mail. Na oddelku za zootehniko delujemo tudi tutorji. To pomeni, da smo to študentje, ki nudimo drugim študentom pomoč pri različnih izzivih, s katerimi se soočajo med študijem. Usmerjamo in tudi svetujemo študentov pri reševanju različnih težav, jim nudimo različno oporo in jih podpiramo in nasplošno olajšamo vključevanje v univerzitetno okolje. Na našem oddelku poteka uvajalno tutorstvo, tutorstvo za študente s posebnimi potrebami ter tutorstvo za tuje študente in za Erasmus študente ter seveda tudi učiteljsko tutorstvo. Zelo aktivna na biotehniški fakulteti je tudi študentska organizacija, ki skrbi predvsem za tisti bolj zabaven del študija na fakulteti. V povezavi z društvi, študentskim svetom in kariernimi centri organiziramo vrsto dogodkov, naprimer razne poletne šole, tabore, ekskurzije, ki popestrijo študentski vsakdan. Na fakulteti deluje tudi študentski svet biotehniške fakultete, kjer zastopajo pravice pa tudi dolžnosti študentov. So edini pravni in uradni zastopniki študentov, seveda pa skupaj s študentsko organizacijo, društvi in kariernimi centri Univerze v Ljubljani poskrbijo za pester program tako izobraževalnih kot tudi zabavnih aktivnosti, ki dodajo tisto piko na i letom, ki jih preživite na naši fakulteti. To bi bilo iz moje strani vse. Želim vam uspešno šolsko leto še naprej ter upam, da se oktobra vidimo na naši fakulteti. Zanimiva predstavitev študentov. Če imate kakšno vprašanje, kar vprašajte, če ne bo pa na koncu potem še možnost, da vprašate. Bomo zdaj nadaljevali s predstavitvijo, tam, ko smo končali, razen če je kakšno vprašanje. Ni vprašanja še. Okej. Torej, to je bilo predstavitev študentov in tukaj mogoče tudi še par slikic iz študentskih vrst. To so igre, ki jih študenti organizirajo ponavadi maja, in sicer igre s profesorji, kjer se skupaj družimo popoldne pri družabnih različnih smešnih igricah in se torej imamo lepo. Na začetku sem že povedala, da torej oddelek za zootehniko nima svoje lokacije v središču Ljubljane. Videli ste, da so okrog zelena polja in oddelek je nekako 15 do 20 kilometrov, 15 dobrih kilometrov iz Ljubljane, vendar pa ima zelo dobre povezave z vlakom ali pa avtobusom in tudi avtobusna oziroma železniška postaja sta v bližini našega oddelka. Kot ste pa verjetno tudi na filmu opazili, pa imamo kar veliko parkirišče, torej brezplačno parkirišče, tako da je možnost parkiranja omogočena. Mogoče za konec oziroma tik pred koncem si pogledamo še en film, ki ga je posnela Evropska unija v zvezi s kmetijstvom, mogoče za lažjo odločitev oziroma premislek o tem, kaj se odločiti. Kot je rekel že naš prodekan na začetku, kmetijstvo bomo potrebovali. Tudi naši potrošniki se vedno bolj zavedajo, da gre hrana skozi nas. Tudi če se vse ostalo odvija okrog nas, pa vendar hrana mora biti zdrava in čim boljša za potrošnike.
Zdaj pa vprašanja, torej jaz sem svojo predstavitev zaključila, upam, da sem vam odgovorila na marsikatero vprašanje, ki ga imate, ali se odločiti za zootehniko in da je bil odgovor pritrdilen, zdaj pa čakam, če vas še kaj zanima. Kar vklopite si mikrofon pa vprašajte, bo mogoče lažje, ko ga napišete v chat. Nič vas ne zanima, vse so vam povedala. Vas zanima, kako izgleda? Ja? A zootehnika in živinoreja je na isti šoli, vse v Domžalah. Zootehnika in živinoreja, to sta oba dva študija, ki potekata na oddelku za zootehniko, tako v Domžalah. Vendar pa imate na začetku, v prvem letniku, kar nekaj predmetov, ki se odvijajo tudi v Ljubljani, torej teh splošnih predmetov, biologija, matematika, kemija. Potem pa ostala disciplina poteka v Grobljah oziroma v Domžalah. So pa urniki tako prilagojeni, da če imate slučajno isti dan predavanja vaje v Ljubljani, da lahko pridete do Rodice tudi z avtobusom oziroma vlakom, torej imate dovolj časa. Še kakšno vprašanje? Nič vas ne zanima, kako so urniki. Mene še nekaj zanima. Mene zanima, za študij kmetijstvo živinoreja se lahko zaposlim tudi na veterinarski kliniki ali to tudi ne moram? Ja, lejte, verjetno bi vas lahko kdo zaposlil, ampak če bojo imeli veterinarja, bojo raje vzeli veterinarja. Ja. Vi ne dobite toliko znanj, da bi lahko pač delali na veterinarski kliniki. Okay. Imate pa nekaj seveda znanj tudi o, rekla, veterini, se sodelujejo tudi učitelji z veterine, ki poučujejo naše študente. Zaposljivost naših študentov oziroma diplomantov, ko zaključijo, predvsem potem na magistrskem študiju, je verjetno veliko na ministrstvu mogoče, svetovalna služba, Kmetijsko-gozdarska zbornica, to, kot sem rekla že prej, bo v naslednjih letih prišlo do generacijske menjave in bo kar nekaj prostih delovnih mest za tudi naše diplomate. Mogoče prej nisem prav poudarila, poglejte si našo zdaj spletno stran, kjer imate možno videti tudi, mogoče malo več prostorov. Na tistem filmu od začetka je bilo bolj na hitro pokazani naši prostori. Na spletni strani so pa sedaj tudi vidne posneto, torej 360 stopinj, da lahko pač več prostorov si v celoti ogledate. Poleg tega na spletni strani so tudi urniki, da si lahko mogoče za občutek vidite, kako izgledajo urniki zdaj. Začenjamo s ponedeljkom s 3. blokom, kako so umeščena predavanja oziroma vaje. Še kakšno vprašanje? Ni več vprašanj. Kako je pa s prakso, kje se velika za pač s prakso? To imamo enkrat na teden, ena v tednu ali imamo to več, 2 tedna ali pa 1 mesec? Ni, praksa ni vključena v času študija oziroma na strokovnem študiju je v 2. letniku en del splošne prakse, kjer pogledate torej različne reje, je v času študija oziroma 3., 4. bloka. Takrat poteka to sočasno kot predavanje vaj in tisti dan ste oproščeni predavanj vaj. Tista praksa, ki je pa potem na koncu, ki je daljša, pa poteka v juniju oziroma v poletnih mesecih. Torej ni v času študija, ko potekajo študijske obveznosti. Za prakso je pa tako, da se dogovorite, imamo zaposlenega organizatorja praktičnega usposabljanja, s katerim potem se dogovorite, kje boste opravljali prakso, dnevnik se vodite, na koncu morate napisati poročilo in to vam šteje nekaj kreditnih točk, torej dobite pri zaključku študija. Mogoče je dobro, da si pogledate predmetnik, pa boste videli, da je pač en del prakse tudi nekaj kreditnih točk, ki šteje v tiste vse kreditne točke, ki jih morate dobiti v času študija. Pa še kdo kakšno vprašanje? Če ni več vprašanj, potem bom rekla hvala lepa, da ste
prišli na informativni dan, ki letos poteka na nekoliko drugačen način. Mogoče tudi ni slabo, ker se lahko udeležite, torej tudi tisti, ki ste malo bolj oddaleč takih informativnih dni, ki se mogoče ne bi pripeljali poslušati. Upam, da smo vas toliko zanimirali, da se boste odločili za študij živinoreje ali pa zootehnike in se potem oktobra vidimo na Rodici ali pa tudi delno na predavanjih, vajah v Ljubljani. Hvala, nasvidenje.